5, 4, 3, 2, 1, zdaj! Živijo, Luka, lepo te videti. Živijo, v dolgem času spet. Kako kaj tlele v mestu, za koraku že v december? Kako si? Ja, super. Sicer malo sem še presenečen nad tem, da je že tako kmalu vse prišlo, ampak se bo treba kar navaditi. Lej, mislim, da bo letošnji december spet enkraten. Super. Si bil v petek tlele na Prežigu luč, ko smo imeli v centru? Ja, to pa moram reči, da ne. Pa mi ni žal, no. Nisem vajen tega vrveža, nerad se tako v to hitenje podam, pa potem sem na vseh koncih, pa nikjer nisem, ne. To je res, ne. In Jan, lej, tukaj so se dobili na pragu tvojega doma. Kako je s kakšno skušnjavo tukaj tega veselega decembra? V samem središču smo, ti pa samo čez vrata stopaš in padeš v to vzdušje. Ja, moram reči, ma ne toliko, da bi te tle zapeljali, da bi ne vem kva po štantih začel posedati, pa ne vem kaj. Ampak bolj je tisto, ki ti tle eno vzdušje ustvarjajo dejansko na pragu tle pri nas, da moraš pa zdaj biti kar ves že navdušen ali pa ves v nekem tem prazničnem vzdušju. Mi smo v bistvu ravno kar začeli šele adventa, ne? In se mi zdi, advent je tisti čas, ko gre počasi, ta vijolična barva, nek mir, ne, ko bi ga mogel imeti. Potem kot lete pa kar neko umetno vzdušje ustvarja, kot da se zdaj pa že na vrhuncu praznovanja. Ti, Luka, kako pa tebe vse to dogajanje pa ta zunanjost potegne ali pa posesa? Ja, moram se prav truditi, da me ne, no. Se zgodi, da kdaj te tale vrvež zajame, ampak si želim, da bi bilo letos drugače in sem si zadal en cilj, da bi več časa preživel s svojimi najbližnjimi. In sicer tudi letos, prvo leto sem zaposlen in je le del dneva, ki ti ostane, da lahko ga podeliš, tisti svoj čas, ki ti ostane, podeliš drugim, in letos bo to pravi izziv, da bova s punco več skupaj s svojimi najdražjimi in pa s prijatelji. Kako pa ti doživljaš ta začetek adventa? Ja, jaz se strinjam s tem, da je adventni čas lahko priložnost, ko včasih kakšno dolino, ki se je nabrala med nami, ali pa kakšen hrib, ki je zrastel, se trudimo malo zmanjšati ali pa napolniti. Se pravi, da naredimo kakšno pot do kakšnega bližnjega ali pa tistega, ki nam veliko pomeni, pa smo mogoče malo zaspali v tistem odnosu. Pa je to lahko en advent, kjer se učimo na nek način sprejemati luč in življenja. Ne? To se mi zdi tako taka lepa misel iz začetka Janezovega evangelija, ko pravi: in resnična luč je prihajala na svet, ne? Svet pa je ni sprejel. Se pravi, je na nas, da naredimo ravno obratno, da nismo tisti, ki ne sprejmemo te luči, ampak da se učimo sprejemati to svetlobo, ki prihaja. Ne? In čisto konkretno, jaz sem si recimo zadal, da bi res tako še bolj vstopil v to osebno molitev in si zadaš 15 minut na dan ali pa ene pol ure na dan, ko je res tisti sveti čas za mene pa za Boga, ne? Da se takrat srečaš s sabo in se nekako učiš sprejemati to luč. Ne? Ker če se bomo zdaj v adventu naučili sprejemati svetlobo od Gospoda, bomo tudi za Božič res doživeli, da je zasijal. Ne? Če bomo pa že zdaj cel december v tem soju te elektrike, ne? Pa potem za Božič nekako ne doživiš več res tistega prihoda luči na svet. Ne? Jaz si pa želim, da bi ti to uspelo, kar si mi povedal, da te vsa ta svetloba teh lučk tukaj, ki te obdaja, ne bi zaslepila, ampak da bi najdel tisto pravo pot, tisti naši pravi luči. Hvala. Jaz ti pa enak želim tudi tebi, da bi vse, kar si svojih lepih namenov si zadal, da bi
ne odšteval vse te dobre namene, ampak da bi nekako s tem, ko vsak dan se bližamo Božiču, prišteval dobra dela, te trenutke bližine med tvojimi dragimi in tudi z Bogom in bi tako bilo resnično adventno odštevanje oziroma seštevanje do 25. Hvala.